Poslušati politika po tako milih zvokih pesmi je tako kot prekiniti dopust zaradi službenih obveznosti. Jaz se vam opravičujem, ampak tako je naneslo. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani predsednik Združenja Pomurske akademsko-znanstvene unije, dr. Mitja Slavinec, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademik profesor dr. Peter Štih, akademik Boštjan Žekš, podpredsednica unije dr. Darja Senčur-Peček, podpredsedniki dr. Milan Svetec, dr. Mitja Laščak, spoštovani župan in minister dr. Aleksander Jevšek, spoštovana podžupanja gospa Bernardka Ružič, škof Leon Novak. Skratka, spoštovani vsi danes zbrani v tej dvorani, moram reči, da se počutim kot na izpitu in dovolite mi, da bom malo plonkav. Najprej vas prav lepo pozdravljam v imenu Državnega sveta Republike Slovenije in seveda v svojem lastnem imenu, ter vam ob enem izrečem čestitke ob 20. jubileju vašega združenja. Le 10 let ste mlajši od Republike Slovenije, ampak uspelo vam je nekaj, kar Republiki Sloveniji še ni. Združili ste se. Ko se ob kakšni priložnosti znajdem takole med cvetoberom slovenskega intelekta, me vedno znova prešine misel, da smo Slovenci res en tak nenavaden narod. Ni nas veliko v primerjavi z drugimi, vendar vas je veliko velikih mož in žena med nami in biti velik v našem narodu ni lahko, ker smo kritični do sebe in roko na srce še bolj kritični do drugih. Egalitarizem nam je položen v zibelko in nas spremlja do smrti. Sicer radi sledimo takšne in drugačne heroje, instantne zveze širokopotrošnega tipa, tudi guruje novodobne vase zazrte duhovnosti. Žal pa prepogosto spregledujemo tiste, katerih misli in dela segajo po zvezdah. Visoko nad obzorjem, ki ločuje povprečnost od vrhunskosti. Škoda, da so premnogi kreativni misleci in ustvarjalci prisiljeni zapustiti ta prečudoviti košček sveta med Alpami, Jadranom in Panonskimi polji, ker bi tukaj preprosto ostali prezrti in neuveljavljeni. In že tako, da pri Slovencu včasih znanstvo velja več kot znanost. Prav zaradi tega je zelo pomembno, da si prizadevamo k spremembam miselnosti in odnosa naroda, pa ne le do znanosti in umetnosti, temveč in predvsem do znanstvenikov in umetnikov. Posthumna veljava je slaba tolažba za tiste, ki svoje življenje brez primernega materialnega in duhovnega zadoščenja posvetijo premikanju meja znanosti in zagotavljanju napredka naroda in družbe. Pomursko znanstveno-akademsko unijo vidim kot eno izmed zametkov, iz katerih se bo v prihodnosti razvilo novo, vezno tkivo razdeljene slovenske družbe. Vprašanje časa in količine vašega vloženega truda pa bo, kdaj bo privlačna sila znanja premagala odbojno silo ideološkosti in v slovenskem reaktorju sprožila verižno reakcijo vsesplošnega razvoja in povezovanja. In prav vi, akademiki, ste aktivno gorivo v tem reaktorju. Več kot vas je in bo, hitreje bomo dosegli kritično maso. Srčno upam, da kmalu dočakamo ta dan. Spoštovane gospe in gospodje, dovolite mi, da še enkrat izrazim poklon vašemu plemenitemu poslanstvu in hvaležnost za vse opravljeno delo. Pa tudi, da vam zaželim veliko uspehov v prihodnosti in predvsem veliko novih članov. Slučaj je hotel, da je to moj zadnji nastop takole v javnosti v vlogi predsednika Državnega sveta in moram reči, da mi je veliko veselje,
da svojo pot kot predsednik državnega sveta zaključujem v tako eminentni družbi. Upam, da bom imel še kdaj priložnost biti v tej ali kateri drugi dvorani in da bo članov Unije veliko več. Hvala in sreča.